Pozdravljeni. V sezoni 2021 smo videli v tem prvem delu sezone enkratno formo ekipe Red Bull in predvsem Maxa Verstappna. A vprašajmo se lahko, ali je Lewis Hamilton že izgubil prvenstvo in imamo novega svetovnega prvaka, ali nekateri viri tudi malce pretiravajo. Priznam, da sem pogostokrat iskreno razočaran, ko v raznih medijih, ki se ukvarjajo s Formulo 1, prebiram članke, kjer zasledim, da Max Verstappen je na primer postavil resno hipoteko na naslov svetovnega prvaka v sezoni 2021. In to po 9 od planiranih 23 dirk. Seveda, dobri rezultati, fantastičen začetek sezone, a ta bo še trajala, nismo še niti na polovici, za nami je dobra tretjina. Ne vem, odkot avtorju, na primer, ta navdih, da lahko trdi kaj takega. A seveda imamo tudi pretekle statistike, ki so nam lahko v veliko pomoč in vprašanje konec koncev zna biti zanimivo. Namreč, čeprav mnogi trdijo, da Lewis Hamilton je do sedaj v turbohibridni eri zmagoval z lahkoto, imamo kar nekaj sezon, kjer vsaj v prvem delu je imel kar resno konkurenco. Lep primer, sezona 2017. Sebastian Vettel je imel takrat na razpolago Ferrarija SF70H. Bolid, ki je po karakteristikah dokaj podoben Red Bullu RB16B. Seveda, razlike med določeno tipologijo bolida v sezoni 2017 so bile bistveno večje, kot jih vidimo danes, a takrat, na primer, Ferrari je bil nepremagljiv na monaških ulicah. Podobno bi lahko dejali danes za Red Bull RB16B. In takrat, po 9 dirkah, in slučajno 9. dirka je bila velika nagrada Avstrije, je Sebastian Vettel zbral 171 točk, Lewis Hamilton 151. Nihče izmed njiju ni prednjačil pri zmagah, 3 za vsakogar, a vseeno Sebastian Vettel je imel 20 točk prednosti. Za nekoga mnogo, za nekoga drugega malo. In poglejmo današnjo situacijo. Seveda, brali boste v raznih virih, kako je Max Verstappen fantastičen, ker je zmagal 5-krat. In ja, dosegel je 182 točk, le 11 točk več kot Sebastian Vettel leta 2017. Seveda, z majhno pripombo. Zavedam se dejstva, da sistem točkovanja še zdaleč ni enak. Letos je bistveno bolj ugoden. Imamo tisto točko za najhitrejši krog in seveda v nadaljevanju bodo še dodatne točke pri tistih sprint dirkah. No, če smo videli, da Max Verstappen ni dosegel bistveno več točk od Sebastiana Vettela, kako se je pa odrezal Lewis Hamilton? 150 točk. Le točko manj od tistega, kar smo videli v sezoni 2017. Kako je to možno? Seveda, treba je upoštevati, da v Azerbajdžanu je odstopil tako Max kot Lewis. In prav k Lewisu se bomo vrnili, kako veliko priložnosti je zapravil takrat, ko se ni sprijaznil z drugim mestom. Max Verstappen v tem prvem delu sezone je pokazal enkratno formo. Kolikor je prišel do cilja na 8 dirkah, je bil ali prvi ali drugi. Lewis Hamilton na 2 dirkah ni bil sposoben držati tega ritma. Razlika med Lewisom Hamiltonom in Maxom Verstappenom je 32 točk. Za nekatere mnogo, spet za druge malo. A razlika, ukolikor bi Lewis Hamilton držal svoj ritem,
ga je videl naprimer pri Maxu, bi lahko bila le 14 točk. Zakaj to trdim? Namreč, kolikor bi Lewis Hamilton bil prvi ali drugi, pri 2 zmagah Maxa Verstappena več, bi bil Lewis udobno drugi. Razlika med prvim in drugim mestom je 7 točk, 2 krat 7 je 14. Razlika med 32 točkami in 14 točkami je 18 točk. Kje jih je pridelal Lewis? V Monaku in v Avstriji. V Monaku je bil 7. in namesto 18 točk jih je dobil le 6. V Avstriji je bil 4. Dobil je 12 točk, torej je iz tistih 12 točk zaostanka, ki jih je pridelal v Monaku, prišel na 18, skupaj s tistimi 14, 32 točk. A spomnite se, da sem omenil veliko nagrado Azerbajdžana. Če bi se Lewis Hamilton tam zadovoljil z drugim mestom, bi dobil 18 točk, pravzaprav nadoknadil bi tisto, kar je izgubil v Monaku in Avstriji. In seveda zopet lep dokaz, kako v sodobni Formuli 1 je bistveno priti do cilja in je bistveno dosegati rezultate, ki prinašajo točke. Videli smo sedaj, da razlika med Maxom Verstappenom in Lewisom Hamiltonom ni tako velika, kot bi sprva lahko menili. Namreč 32 točk realno gledano lahko Lewis Hamilton s kančkom sreče nadomesti v približno 3 dirkah. Zakaj to trdim? Na progi, kjer bo konfiguracija malce bolj pisana na kožo Mercedesu, lahko Lewis Hamilton s pomočjo Valtterija Bottasa doseže dvojno zmago. Kolikor sta na prvem in drugem mestu, Maxu ne preostane drugega kot najboljše 3. mesto. Prvo mesto ima 25 točk, 3. mesto ima 15 točk, razlika 10 točk. Na 3 dirkah 30 točk. Kot sem povedal, če malce zaokrožimo zaradi tistega najhitrejšega kroga in morebitnih točk za sprint dirko, 32 točk je seveda z lahkoto nadoknaditi Lewisu Hamiltonu, ko je v formi. Lewis Hamilton pride v formo ponavadi v drugi polovici sezone po poletnem premoru. In takrat smo videli v sezoni 2017, kako so pri Mercedesu s formo šli navzgor, pri Ferrariju smo videli pa človeške in tehnične napake. Seveda ne želim nikomur, da bi se dogajalo tisto, kar smo videli pri Ferrariju v sezoni 2017, a možno je, da se kaka nevšečnost zgodi tudi pri Red Bullu in seveda tudi pri Mercedesu, da ne bo pomot. A vkolikor Lewis Hamilton naredi še kako napako, podobno tisti, ki smo jo videli na ulicah Bakuja, no, vkolikor se mu zgodi kaj takega, potem postane situacija zares kritična. Kajti s takim ritmom si bo lahko Max Verstappen v nadaljevanju privoščil tudi malce slabše rezultate, 3. ali 4. mesta. Namreč ne smemo biti kot nekateri avtorji, ki naslov svetovnega prvaka nekako določajo čisto matematično, da se bomo bolje razumeli. Kolikor drugi voznik zaostaja za prvim v zadnjih 5 dirkah, določen avtor pove, da drugi lahko zmaga, ukolikor prvi odstopi na vseh 5 dirkah in na vseh tistih 5 dirkah seveda zmaga oni zasledovalec. In seveda možno je v teoriji, ampak realno seveda ni. Kolikor Lewis Hamilton ne bo zbran pravzaprav na vseh dirkah do konca sezone, se lahko ponovi zgodba, ki smo jo videli v sezoni 2016. Namreč Nico Rosberg je izkoristil priložnost, ki se mu je ponudila. A vseeno
moramo biti realni. Red Bull na zadnjih dirkah je pokazal izjemno dobro formo. Ampak to na progah, ki so mu bile, hočeš nočeš, pisane na kožo. Poleg tega je imel izjemno pomoč, kar se tiče same trdote pnevmatik, kar pa pri Mercedesu je pokazalo določene znake šibkosti. A prihajajo na vrsto tudi tiste proge, kjer bo Mercedes v rahli prednosti. In govorim naprimer o Silverstonu. Videli bomo razmerje moči naprimer na Hungaroringu, a mislim, da v Belgiji, v Spa-Francorchaju in v Monzi Red Bull bo imel več težav, kot bi jih lahko pričakovali, glede na rezultate tega dela sezone. Torej, ne smemo še kar sedaj Maxa okronati za novega svetovnega prvaka. Lewis še zdaleč ni rekel zadnje. Videli smo, da njegov položaj je resen, ampak ni kritičen, ampak vseeno, Lewis je šampion in prav iz takih situacij zna izvleči najbolje. A dirke, ki prihajajo sedaj na vrsto, bodo tiste, ki bodo ključne. Kolikor do poletnega premora se bo ta razlika med Maxom Verstappenom in Lewisom Hamiltonom še povečala, in to za precej točk, bo vsaka naslednja dirka, kjer Lewis Hamilton ne bo spravil pod pritisk Maxa Verstappena, dirka več na račun Red Bulla in mladega Nizozemca. Tu bo tudi ključna vloga drugih voznikov, tako Bottasa kot Pereza, kajti prav ona dva bosta po mojem osebnem mnenju tisti dokončni jeziček na tehtnici. Videli smo pri prejšnjem primeru, kako je pomembno, da se moštveni kolega uvrsti med svojega prvega voznika, vodjo ekipe in njegovega nasprotnika. A o tem bomo imeli še obilo možnosti govoriti v prihodnosti. Za enkrat je to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.